Najprej hvala za povabilo. Me veseli, da sem v taki inženirski sredini, ker se mi zdi, da podnebne spremembe so predvsem problem energetike, bolj morda inženirski, čeprav se bomo v svojem predavanju dotaknili tudi drugih zadev, ki so pa manj inženirske, pa seveda včasih še bolj odločilne kot pa tehnika. Seveda, kot sem rekla, menim, da ne samo podnebne spremembe, mislim, da skoraj vsi ekološki problemi okolja, ki jih danes občutimo, so posledica tega grafa. Ne gre samo za izgorevanje CO2, ki povzroča podnebne spremembe, gre za onesnaževanje tal, onesnaževanje voda, gre za delce v zraku, ki jih dihamo in s tem skrajšujemo svoje življenje. Vse to je posredno ali neposredno pač vezano na to eksponentno rast rabe energije, ki se je zgodila nekako po koncu druge svetovne vojne in seveda, ki še vedno raste. Eksponentna rast na planetu, ki pa ne raste, seveda povzroča težave. Gre za to, če bi Zemlja rasla tako, kot raste tale poraba energije, bi bilo v redu, tako imamo pa probleme. Drugič se mi zdi pomembno pokazati najprej tale graf, ker Gorazd je omenil, da imamo želje in bi rekla upanje, da bomo kdaj postali 100% obnovljivi, ampak to bo zelo, zelo težko. Na globalni skali obnovljivi viri, pa če recimo še nuklearno energijo, jedrsko štejemo zraven kot ne CO2 energijo, vse skupaj žal predstavlja tako majčken delež v današnji rabi energije, da obrniti tale graf, da bo postal rumen, bo izjemno težko. Seveda lokalno mi to lahko naredimo, ampak podnebne spremembe so globalna zadeva in tudi če je cela Evropa na vetrnicah in solarnih panelih, dokler bo Kitajska vsak teden zgradila novo termoelektrarno, bo zelo težko podnebne spremembe zmanjšati. Tole sliko kažem en dan prezgodaj, namreč jutri bo to poročilo uradno že v obtoku, če tako rečem, ampak mislim, da 12 ur ne bo tak velik greh. Gre za novo poročilo medvladnega odbora za podnebne spremembe, odtot je vzetega nekaj slikovnega materiala. Seveda gre najprej za prikaz ogrevanja v zadnjem stoletju, majčkeno več. Ta slika ni nič novega, podobne slike smo gledali že pred 6 leti, vendar morda še bolj poudarja tisto, kar je za podnebne spremembe značilno in to je različni regionalni rezultati, če tako rečem. Ne ogrevajo se vsej predeli enako in seveda verjetno ste že vsi se zazrli v Evropo. Evropa se ogreva nadpovprečno, še posebej pa severne geografske širine. Tako da že iz tega, kar se zdaj dogaja, vidimo, da nismo vsi v isti koži in da bo Evropa sigurno tisti del sveta, kjer bojo podnebne spremembe še naprej zelo, zelo dobro občutene. Seveda ne gre samo za ogrevanje. Termin globalno ogrevanje mi opuščamo, ker pravzaprav se spreminja toliko drugih stvari istočasno ali pa v povezavi z zvišanjem temperature, da je res edini primeren izraz podnebne spremembe. Seveda tukaj glede na meritve, ki jih imamo, lahko opažamo številne druge spremembe, spremembe vlage, zraka, spremembe kriosfere, spremembe v ledenikih, arktičnem ledu, pa seveda tudi spremembe, ki se tiče oceanov, ki so po moje najbolj pomembne. Ne pozabiti, da je Zemlja v 7/10 pokrita z vodo, predvsem pa ne smemo pozabiti, da imajo oceani bistveno večjo toplotno kapaciteto kot pa kopno. To pomeni, ko enkrat ugreješ ocean, je pot nazaj bistveno težja. Vse tole, kar vidimo tukaj schematično, od dviga temperatur do zmanjševanja ledu meri na meritvah, podane so tudi letnice, kdaj dejansko se je zgodil prelom, ker podnebne spremembe tudi ne potekajo linearno, ampak potekajo v določenih obdobjih veliko bolj izrazito in seveda zlasti se je to zgodilo tam po letu 1980, ko cela vrsta stvari kaže na to, da je podnebni sistem spremenjen. No, grafično predstavljeno ta isto, vidimo na tele sliki, ki je mogoče malo bolj nepregledna, ampak vseeno vidimo naraščanje temperatur. Tukaj imamo prve 3 slike. Kaj je pri tem poročilu zelo pomembno? Gre, da primerjamo različne
podatkovne nize, da ne bi rekli, da ima nek niz neko napako. Seveda nizi, ki se zbirajo globalni po svetu, se zbirajo v Veliki Britaniji, pa v Združenih državah, pa Japonci imajo take nize, no in seveda, ko damo to skupaj, vidimo nekaj razlik med nizi, ampak bistvenih trendov to ne spremeni. Morska gladina vidimo, da narašča in pa seveda spodnja slika, ki jo vidimo tukaj, kako je z Arktiko, kjer vemo, da arktični led resnično bolj, kot smo predvidevali, hitro izginja. No, seveda imamo tudi še desne podatke, vsega skupaj tukaj vidimo 10 takih različnih trendov, kako narašča specifična vlaga in podobno še zraven, snežna odeja, masa ledenikov, ki upada. Ampak od vseh telih slik je najbolj pomembna, ali pa če bi recimo stališča čisto inženirsko, kaj mislite, katera? Katera od teh slik vzbuja strašno skrb? No, gre za tole slikco, naj vam pomagam. Skratka, ko govorimo, koliko toplote se je v zadnjem času akumuliralo v oceanih. Namreč, to je naš rezervoar. Mnogokrat ljudje opazujejo kot indikator podnebnih sprememb temperaturo zraka na 2 metrih na površju. To je tale slika, recimo, ki kaže tlele. In zdaj, če gledamo samo temperaturo na površju, to nikakor ni indikator stanja podnebnega sistema. In ljudje rečejo, no, zdaj se je pa tole ogrevanje umirilo in kažejo recimo na mogoče zadnjih 10 let, ko res ni globalno izrazitih skokov. Ampak poglejte toploto, ki se skladišči v oceanu, prav nobenega umiranja. Skratka, gre je samo vprašanje mesecev ali pa vprašanje leta, kdaj nas bo ta toplota začela preganjati, če tako rečem. Tako da, če majčkeno razumemo klimatski sistem, prosim, ne obešati se na temperaturo zraka. To je tako, kot bi, ne vem, v zalogi hrane, ki jo imamo v neki shrambi, opazovali samo, koliko imamo kruha v vrečki. To nikakor ni indikator, koliko imamo hrane na zalogi. To so stvari, ki se jih inženirji lažje razumejo, kot pa mogoče tisti, ki bolj družboslovno gledajo. Seveda, glavno gonilo podnebnih sprememb ostaja povečevanje koncentracije toplogrednih plinov v ozračju, ki seveda je posledica naših dejavnosti. Večino prispeva kurjenje fosilnih goriv, še vedno pa je deforestacija tudi proces, ki vodi v povečevanje ogljikovega dioksida, pa ne samo ogljikovega dioksida, imamo seveda tudi druge toplogredne pline, zlasti ne omenjam metan in pa dušikove okside. Zanimivo je, da se je recimo vsebnost in vpliv ogljikovega dioksida od leta 1990, ko so bile podnebne spremembe prepoznane kot problem, ko je politika jih prepoznala na konferenci v Riju, ko smo začeli sprejemati ukrepe proti CO2, pogledajte, povečale za 32%. To se pravi, popolnoma praksa kaže nekaj drugega kot retorika, recimo politikov ali pa podobnih neodločevalcev. Sedaj, kako prikazati inženirsko vpliv toplogrednih plinov na spremenjeno energijsko bilanco, zato uporabljamo enoto watt na kvadratni meter. To je zelo jasna enota, ki je primerljiva seveda tudi z enotami, v katerih merimo sončno obsevanje, ki doseže tla in ki je glavni vir energije, ki ga podnebni sistem ima. To se pravi, watt na kvadratni meter je zelo dobra mera, no in seveda da se zadost, oziroma s popolnoma fizikalnimi enačbami, ki so relativno dosti preproste izračunati. Kaj nam ta CO2, ki je zdaj letos celo presegel magičnih 400 delcev na milijon v atmosferi, povzroča? Povzroča nam dodatne vate. No in teh dodatnih vatov se je nabralo od recimo začetka kurjenja fosilnih goriv skoraj za 3. 3 vate na kvadratni meter ne zveni neka velika energija, ampak seveda ne pozabiti, koliko kvadratnih metrov ima zemeljska površina. Na vsak kvadratni meter zemeljske površine je človek prižgal 3 lučke z novoletne jelke. Tista žarnička ima približno 1 vat. Predstavljate si zdaj zemljo, na vsakem kvadratnem metru gorijo 3 lučke. To je učinek, ki ga mi ne vidimo, ne čutimo, direktno čutimo ga pa skozi naraščajoče temperature. No, zdaj se postavi vprašanje, koliko teh vatov na kvadratni meter je pa sama narava spremenila. Namreč podnebni sistem tudi ni nekaj, kar je nespremenljivo. Vemo, da ga recimo poganja sonce in sonce ni žarnica, ki bi jo prižgal, ampak sonce ima svoje večje in manjše izseve in podobno.
Zato seveda znanost vedno skuša primerjati človeka z Soncem ali pa z drugimi naravnimi dejavniki. Seveda, ta najnovejša slika kaže, da je človek seveda z različnimi aktivnostmi, jaz sem prej komentirala samo CO2, ampak mi imamo tudi, kot sem prej rekla, aerosole, ki podnebje celo nekoliko hlajajo, pa so človeškega izvora. Seveda, ko vse skupaj pogledamo, kakšen delež prispeva narava v obliki Sonca, vidimo, da govorimo o stotinkah vata na kvadratni meter, človek pa ima red velikosti vpliva 2 do 3 vate na kvadratni meter, tako da odnos človek-narava je absolutno v prid žal človeka. Tako da mi se ne moramo zgovarjati na naravne dejavnike, ki pa načelno so vedno prisotni. No, tukaj da tudi vidimo dejansko, kako je ta vpliv človeka naraščal. Do leta 50 recimo smo približno 0,6 vata dodali, v letu 2011 pa ocena je od 1 do 3, negotovost seveda obstaja pri tej oceni, ampak tako kot se stopnjuje raba fosilnih goriv, tako se stopnjuje tudi ta učinek. Seveda zdaj, kaj nas čaka, to je tudi tisto, kar je namen poročil. Seveda pri tem uporabljamo projekcije, možne scenarije, ki so v tem poročilu dobili zelo prozaična imena. Scenarije, kar imenujemo vat na kvadratni meter dodanega človekovega vpliva. Najbolj pesimističen scenarij predvideva, da bo do konca stoletja človekov vpliv zrasel že na 8,5 vata. Iz današnjih skoraj 3, še na 8,5. Seveda, najbolj optimistični scenarij pa pravi, da bomo svoj vpliv ne več povečevali, ampak celo malo zmanjšali. Da bomo prišli do 2,6 vatov. Tako da imena teh scenarijev so zdaj zelo taka, da direktno kažejo na to, na kaj ciljamo. Rezultat za podnebni sistem je pa diametralno nasproten, če gledamo recimo zdaj neko nebrzdano rast nadaljne rabe fosilnih goriv. Pridemo v območje dviga temperatur recimo v Evropi tudi na 6-7 stopinj, kar je pravzaprav nepredstavljivo na današnje znanje, ki ga imamo o tudi ekosistemih. Nihče ne zna predvideti, kaj bi v Sloveniji raslo in živelo, če je 6 stopinj topleje. Seveda do nekega razmeroma zmanjšanega dviga, ki bi pa morda v Evropi ne presegel 2 stopinji, ki sta seveda tudi politično postavljeni kot nek evropski cilj. Ampak, da mi podnebnih sprememb ne bi imeli, kot recimo ta zgrešena retorika politična, boj proti podnebnim spremembam, ta boj smo mi izgubili, po moje tam nekje leta 80. Gre samo še za to, da ne bi bilo tako hudo. Seveda, zdaj bodimo realisti, kaj od tega se nam bo zgodilo, nikakor mislim, da ne gre svet ta trenutek v 2,6 dodanega vata. Morda pa res tehnologije lahko naredijo čudežne preboje, da ne bomo teh 8,5 nikoli dosegali. No, tukaj vidimo seveda zdaj Zemljo kot celoto, spet imamo najboljši primer, najslabši primer, pri čemer seveda opozarjam zdaj pa na spodnji panel, ki pa kaže padavine. Ker končen koncev, da bo topleje, to nimamo več kaj razpravljati. Kaj bo pa z vodo, je pa seveda še stvar razprave. Namreč vidimo zdaj, koliko so posrečeni ti odtenki, da imamo pa zdaj nenadoma pluse in minuse, medtem ko pri temperaturi imamo same pluse. To se pravi, padavine se bodo prerasporejevale, pri čemer bomo imeli območja, ki bodo imeli više temperature, pa tudi več vode. In območja z višjimi temperaturami z manj vode. No, seveda, Sredozemlje v širšem smislu, to se pravi tudi Slovenija, pa če potegnemo to mejo tudi morda do sredine Nemčije, bojo območja, kjer vode ne bo več. Nikakor ne, prej manj. Seveda, rezultat takega oblikovanja podnebja z višjo temperaturo in manj vode je pa jasen. In ga v Sloveniji seveda tudi že občutimo vsaj poleti, praktično normalnega poletja, ker bi vodna bilanca bila pozitivna ali nič v Sloveniji več nimamo. Seveda, potem nam po zimi pade veliko vode, ampak kmetijstvo pa tudi gozd od te vode ima bore malo. Seveda, zdaj, kako obvladati okoljske probleme, zelo različne gledanja so, ampak najbolj kompletna enačba, ki jo moramo pač vanjo zagristi, je tale.
Seveda energijska učinkovitost, tale posvet je namenjen samo zadnjima dvema členoma v enačbi. Mi tukaj ne bomo govorili morda o bolj pomembnih zadevah, ko gledamo okoljske probleme. Namreč okoljski problem nastane zaradi tega, ker imamo veliko uporabnikov ali pa kar populacijo, zaradi tega, ker smo gospodarsko aktivni, ker hočemo služiti, dobro živeti, ne? Lahko bi drugi člen tudi imeli kot življenjski slog. Zato, ker smo bolj ali manj energijsko intenzivni in znamo zaslužiti z velike energije ali pa eni znajo zaslužiti z malo energije in pa seveda kakšno energijo si izberemo. Da boste tole enačbo bolj razumeli, za 2005 je bilo na Zemlji 6,4 milijarde ljudi, povprečno je Zemljan takrat zaslužil na leto $6,500, za $1 je bilo treba takrat 0,012 gigajoula energije in energija za gigajoule, kar je bilo pretežno fosilna, je sprostila 15 kil ogljika. In ko to zmnožimo, ugotovimo, da smo takrat skurili 7,5 milijard ogljikovega oziroma živo ogljik preračunano. To se pravi, vzvodi, ko se mi lotevamo podnebnih sprememb, nikakor niso samo tehnološki, ne? So globoko etični, ne? Se reči, da dajmo zmanjšati prebivalstvo, ne? Ja, seveda je to rešitev, ne? In seveda bi se jo dali tudi narediti, brez tega, da zakonsko prepoveš ljudem imeti otroke, ne? O tem seveda vemo vsi. V Sloveniji ni bilo nikoli zakona, da ne smemo imeti otrok, ne? Nasprotno, mi smo imeli vendar sistem, ki je, pa nimamo otrok, ne? Zakaj jih nimamo? Ženske so šle v šole, ženske so šle v službe in populacija se je zmanjšala brez vsakega, bi rekla, truda, ne? Seveda, Kitajci so pa postavili na papirju zakon, da ne smeš. Seveda, bolj napačnega ukrepa si ne moreš predstavljati. Ženske je treba dati v šole, ženske je treba zaposliti, stvari se rešijo brez nasilnih rešitev. Ampak o tem seveda ne moramo inženirji razpravljati, zato imamo druge strokovnjake. Gospodarska aktivnost na osebo je tudi zadeva, ki je po moje izjemno pomembna, ampak v času, ko samo gospodarsko rast slišimo, da je treba jo imeti v svetovnem, evropskem merilu, slovenskem pa sploh, vodi to samo v večjo porabo energije, ne? S tem, da seveda vemo, da naraščajoči dohodek na prebivalca ne osrečuje ljudi, ko doseže neko mejo, ne? Ta meja je postavljena, pravijo, pri približno 15 000 evrov na leto neto, na osebo. Če zaslužiš več kot to, ne? Nisi za tega bistveno bolj srečen, kvečem še več problemov si nakopljaš. Ampak tudi to je stvar, ki jo nikakor inženirji ne smemo z njo se ukvarjati, pa bi se morali, ker sicer za samo 2 členoma mi ne bomo problema rešili, ne? To bi rada tukaj na tem mestu javno povedala, ker nas zanima podnebje mene, ne? To so majhni koraki, ki so seveda tudi potrebni, ne, da se razumemo. To se pravi, kaj imamo zdaj za neke izbire, vidimo jih tukaj napisane, recimo, da ne bomo razpravljali v prvih 2. Seveda, energijska intenzivnost v Sloveniji je prevelika, pa v svetu tudi. Mi približno, se ne vem številke točne, ampak vsaj 20 do 30% več energije porabimo za ustvariti €1 milijon, kot pa recimo Evropa, kar nas uvršča bolj tam k Romuniji, pa še kam, ne. Skratka, dejansko mi porabimo preveč energije, glede na to, koliko zaslužimo, in to se da seveda izboljšati. In pa seveda na koncu je tisto, kakšno energijo bom izbral. Plin je bistveno boljši kot nafta, nafta je boljša kot premog, seveda boljša kot vse to so obnovljivi viri in pa seveda stališča podnebnih sprememb. Jaz absolutno nimam nič proti jedrski energiji v tem obdobju, ko ne vemo, kaj bomo, ne. Ampak to so zdaj strateške odločitve, ki jih mora seveda podpirati marsikaj odzadaj, ne samo svetovna aktivnost, ampak tudi države oziroma vlade, ne. Izbir je pa veliko in napačno je, da se včasih samo osredotočamo na eno, češ to bomo, ne. Ne, po moje je treba gledati skozi vso to zgodbo na globalni ravni predvsem. No, seveda, tisto, kar bi tudi rada pokazala in mi leži na duši, je naš življenjski slog. Tale slika se mi zdi izjemno pomembna, narejena je za povprečnega Britanca, seveda Slovenec, jaz mislim, da ne, ali pa vsaj do 3 leta nazaj ni živel prav nič drugače.
slovenska družina imela avto, hišo, ravno tako smo kupovali, ravno tako smo greli se, ravno tako smo hodili na izlete in ravno tako smo jedli kot Britanci. Tako da jaz verjamem, da je ta številka kar približno dobra, da en človek v Sloveniji porabi 125 kWh na dan za svoje potrebe, ki se delijo na ogrevanje in tako naprej stanovanja. Če računamo na celo leto, je to 38 kWh, približno, ne zdaj za številke me držati. Ker vsi gremo z avioni, vsaj enkrat na leto, tole je pripisano enemu avionskemu potovanju na leto. Ljudje hodijo vsak teden v Bruselj, to se pravi množite tole s 50, če je tako. Avtomobile imamo in recimo 40 kWh na dan porabimo, če se 50 km na dan vozimo. Glede na to, kako Slovenci potujemo v službe, sem jaz prepričana, da jih večina porabi 50 km samo za pot na delo, kje so pa še počitnice, pa popoldne in tako naprej. Potem imamo hrano, 12 kWh na dan, pa še gnojila moramo k hrani prišteti. Potem imamo različne računalnike, mobitele, ki porabijo 5 kWh na dan, osvetljava 4. Potem imamo transport naših nakupov, vključno s hrano. Angleži so dali zraven še 4 kWh za obrambno aktivnosti, ampak mi moramo se prišteti tudi šole, zdravstvo, vse te inštitucije so zato, da jih mi uporabljamo in tako naprej. In seveda tisto ogromno, kar imamo tukaj, temu se reče pa stav po angleško ali po slovensko, naši številni nakupi stvari, ki jih ne rabimo, ampak je tako lušten jih noter dati. Skratka, ampak teh 48 kWh goni svetovno gospodarstvo. Svetovno gospodarstvo goni to, da jaz kupam točno stvari, ki jih ne rabim. Jih pa čim prej vržem, ker potem bom kupila nova in bo gospodarska rast. Jih ne goni gospodarstva nemškega, da bomo mi imeli avto 17 let, pa bi nemški avto zdržal 30 let. Ne, goni ga to, da bo čim prej nek nov model, ki bo energijsko bolj učinkovit ali pa električen, pa ga bom za to kupil. To je tista žalostna zadeva, o kateri ne govorimo radi. Zdaj, če jaz želim 125 kWh zame na obnovljiv način narediti, vemo pa, da obnovljivi viri so razpršeni, rabijo površino, je rezultat tole. Ali si postavim tole na hišo, ali si pa 3 nogometna igrišča priskrbim, na katerem se bo energija predelovala. Gre za površine, zdaj hočem. Zdaj, ker smo mi 3-članska družina, rabimo 3 take, pa 9 fuzbal igrišč. To so žalostna dejstva, o katerih moramo si biti na jasnem, ne smejo nas pa zdaj od tega odvrniti. Ampak jaz sovražim polovične resnice. Tisto, kar meni ustreza, bom zdaj to prodajal, ker mene zanima globalno klima. Klima ne bo nič boljša, če bomo mi se pretvarjali, da smo problem rešili. Nismo ga pa na globalnem nivoju. Tako da ja, imamo probleme. Ampak še nekaj bi povedala. Še eno stvar, ki mi tako leži na duši, zdaj tukaj ste inženirji, vsi se ukvarjate več ali manj za energetiko, ste kdaj slišali za Jevensa? Jevons, ne vem, ko se izgovori. To je bil en Škot, ki je delal v premogovnikih angleških. In ko je James Watt naredil zelo dobro mašino, se je poraba premoga za isto energijo zmanjšala. In Jevons je pričakoval, da bojo izkopali manj premoga, ker zdaj pa imajo energijsko učinkovito zadevo. Kaj se je zgodilo? Ves čas je zadeva rasla. No, ta zadeva je dobila danes v ekonomiji tudi ime rebound efekt. Včeraj sem klicala na ekonomsko fakulteto in sem skušala dobiti enega, da bi mi to prevedel. Pa so rekli, da še nimajo tega toliko, ampak da ne prevajamo to kot neki povratni učinek, povratna zanka. Zakaj gre? Recimo, jaz kupam energijsko bolj učinkovit avto in ideja je, da bom porabila manj energije. No, temu se Jevons paradoks reče. Ampak kaj se v resnici zgodi? Zgodi se to, da zdaj dejansko manj denarja za to porabimo in se vozimo več. To se je zgodilo vsem. Drug to je recimo direktni učinek. Indirektni učinek je pa recimo, da prihranimo zdaj denar in nenadoma v družinskem proračunu ostane denar, pa gremo v Španijo z avionom na počitnice. Ker pomeni v končni fazi več energije. Tukaj bi se lahko odločili, da bi se šla naša družina učiti Kitajsk. Potem ne bi porabili več energije, ampak ljudje se praviloma odločajo skozi reklame in ekonomijo, da potem kupaš pa še na škatlo več. Kupaš drug avto, ker zdaj imajo bolj energijsko učinkovita, sta pa 2. No in to resno študirajo v Združenih državah in v ekonomijah
in so dejansko tole ugotovili, ne? Da tisto, kar mi pričakujemo, da bomo prihranili pri energiji, dejansko zaradi tako imenovanega rebound efekta ali kot gospa Domadenikova mi je predlagala ne to kot nek povratno zanko, mi bistveno manj energije prehranimo. Poganjamo pa gospodarstvo, ampak še enkrat povem, podnebni sistem nič ne ve, ne? On samo zaznava, da se CO2 pumpa noter. Tole je treba tudi ukalkulirati, ne moramo tega ignorirati. No, ampak zdaj bi pa res o tem, kar tale svet je namenjen, to se pravi, zdaj imamo podnebne spremembe, ki prinašajo marsikaj, ne? Lahko bi dobili celo optimalen poslovni rezultat kot končni rezultat, če seveda bomo tole znali, ne? Naš ima posvet naslov priložnosti, ampak so tudi tveganja, ne? Vsako gospodarstvo mora poleg priložnosti upoštevati, da bojo prinesle podnebne spremembe tudi tveganja in seveda, če želimo pozitivni rezultat dobiti, moramo državo, oblastnike, odločevalce, zakonodajalce, ko jim rečemo, vsem prepričati, da se morajo tudi oni na to odzvati, ker mi ne moramo poslovne priložnosti vedno najti, če nimamo neke podpore z fiskalno ali pa kreditno ali pa davčno ali pa ne vem kjer politiko, ne? Seveda, tale mi je všeč, ne, kot poslovna priložnost, sigurno podnebne spremembe so, ne, človek ne bi rad neetično to izkoriščal, da zdaj, ker nam pa voda teče v grlo, ljudje ne morejo več živeti, ker je vse poplavljeno, ker so brez hrane, zdaj pa jaz to izkoristil kot poslovno priložnost, ne. Zato sem to dala, veliko etike bo pri tem treba, ne, mi ne moramo na ljudeh, ki bojo bogi zdaj po moje služiti, ali pač, ne. To so stvari, ki so pomembne. Zdaj, kaj jaz vidim, da bodo dejansko, gre za veliko stvari, ne? Gre za nove in izboljšane izdelke, za svet soočen s podnebnimi spremembami. Bi bomo rabili druge stvari, ne? Seveda, recimo, če imamo vse bolj pogoste suše, bomo rabili nekaj, da bomo vodo zbirali, ne? Bomo rabili namakalne sisteme, bomo rabili, če smo na poplavnem območju, drugačne izolacijne materiale, drugačen način gradnje, sigurno se bo da ljudem kaj prodati in to je seveda bo hitro iskano, ker podnebne spremembe v tej smeri že delujejo. Skratka, ne gre samo za izdelke, ki bodo energijsko učinkoviti pa low carbon, ampak bodo tudi izdelki, po moje, predvsem povezani s prilagajanjem, ker bomo mogli drugače kmetovati, ker bomo mogli drugače se zdraviti, če hočete, mi bomo imeli nova zdravila, nove bolezni, tako da ja, za prilagajanjem utegne biti še več posla. Seveda, lahko izkoristimo tudi trgovanje z emisijami, pa podnebne spremembe na najbolj nizkoten način izkoristimo, da na borzi nekaj špekuliramo pa prodajamo, ne. Skratka, etična merila bodo tukaj zelo važna. Če ne bomo imeli vojne dobičkarje pa ljudi, ki bodo seveda samo izgubljali na kakovosti življenja, ne pa pridobivali. Povečana energijska učinkovitost, absolutno poslovna priložnost in pa seveda razni portfelji zelenega razvoja, menedžmenta, to je danes že marsikje v svetu prepoznano kot neka, pa tudi spodbujano z različnimi strategijami od Lizbonske do zelenega gospodarstva, ne. Seveda bodo pa tudi tveganja, ne? Mi ne moramo samo ta boljš vzeti, seveda definitivno bojo škode na premoženju in delovanju podjetij. Ne, podjetja že danes praštajo elektropodjetja, koliko imajo škod na elektroomrežjih. Ves čas se jim nekaj podira, in vsak veter, vsaka poplava in tega je ogromno, ne. Pa seveda tudi kakšna druga podjetja so poplave, suše. Potem bojo imele škode naše stranke. In če ima stranka škodo, ne bo od mene kupovala, ker nam bo imela denarja, ne. To se pravi, mi moramo spremljati tudi kupce, ne, kaj se jim bo dogajalo. In pa seveda odgovornost podjetij za področanje podnebnih sprememb. Gre tudi za to, da dejansko neko podjetje bi morali malo kot tveganje, to je imeti, da je glavni poluter, ne. Zgublja ugled, izgublja ogljičnost, pri nas še nismo do tega prišli, ne. Ampak marsikakšnega direktorja danes v tujini lahko sram, če, ne vem, imajo zeleni portfelj, potem pa pripelje partnerjev v neko energijsko neučinkovito stavbo v steklu, ker energija ven teče. Pri nas je pa to še vedno znamenje uspeha, ne. Bolj kaj steklen, bolj kaj puša energijo, bolj si ti nek frajer, ko pripeleš v tako poslovno stavbo. In pa seveda potem bojo, izgubljal bo predvsem tisti, ki danes ne bo raziskal teh možnosti, ki jih bo imel, ne. Neraziskane, zamujene priložnosti so tudi tveganje. Pa seveda problem bo pri tistih, ki trgujejo globalno, da bodo države imele različne politike, ne. Ene bodo za zeleno, ene ne bodo, kako se boš ti s to prodajo zdaj znajdu na trgih, ki so tako fundamentalno lahko različni.
Tako da prosim, govorimo tudi o tveganjih, ne samo o priložnostih, čeprav sem jaz rada na optimistični strani. No, tole sem našla v DEFRI oziroma na angleški spletni strani. Oni so naredili pa zdaj anketo med podjetniki in so že vprašali, kjer ste tisti, ki ste na račun podnebnih sprememb profitirali oziroma ste postavili podjetja in kaj delate, da vam gre. No in tole so dobili, ne, recimo zelo različno, rečemo, nenadoma je tole zaživeti, to ni bilo zanimivo, medical photography for melanoma, ne. Britanci so bistveno več na soncu, ki je bolj toplo, kožni rak je neka posledica tega in recimo blazno služijo centri, ki prodajajo ali pa ti merijo kožo in rečejo, aha, še si v redu, ne. Pa seveda stvari, ki so povezane s poplavami, Angleži so poplave imeli, potem recimo tudi z različna okna in tako naprej. Skratka, veliko podjetij se je usmerilo na prilagajanje, ne? In pa seveda potem razno različne te normalne energijske učinkovitosti ali pa, če temu rečemo, aktivnosti za zmanjšanje emisij, ne? To so že primeri, to ni nekaj, kar bo, ampak kar je že. Ta analiza mi je bila všeč, zelo konkretna, ne? In so tudi intervjuvali te ljudi, skratka, in skušali iz tega neke dobre prakse. Pri nas v Sloveniji se tega še nobeden ni spomnil, pa morda imamo tudi kakšne že take primere. Mislim, da imamo, ne? No, tole bom spustila in bom počasi zaključila, da ne bom ves čas jaz porabila. Zdaj, kaj je, kako zaključati, ne? Skratka, podnebne spremembe zahtevajo reakcijo. Reakcija gre v 3 smerih. Ali se odločimo kot država, kot posameznik, da bomo skušali ublažiti in iz tistih 8,6 vata raje doseči 2,6 vata, manj ne moramo, ne? Temu rečemo blaženje in blaženje je sigurno aktivnost energetikov, držav in tako naprej, pa tudi vsakega nas posameznika. Tistih 125 kWh, ki jih ima vsak od nas je lahko sram, ne? Če bi šli malo bolj z biciklom, če bi malo manj nakupovali in če bi se odpovedali poletom letalskim, smo zlahka na 100 vatih, če bi pa še kako drugače postopali pa še na manj, ne? To nas je lahko sram. Sram nas je lahko tudi, da tega niti ljudje ne vedo. A vemo zase, koliko imamo, ne? Niti nočemo vedeti, ne? Ker jaz sem šla včeraj to zase računati, ne? Druga opcija je, da rečemo, ok, kot država bomo pustili primir podnebne spremembe, ne grejo v svoj pot, ampak prilagoditi se moramo, novo kmetijstvo, nove stavbe, nove protipoplavne zaščite, novo in tako naprej. Najslabše je pa tretja opcija, da malo počakamo, ne? Bo to naslednja vlada, se še meteorologi niso sigurni, pokličete enega, ki bo predaval, da sploh ni podnebnih sprememb, takrat seveda izbiramo tretjo opcijo, ki je trpljenje, ne? Prilagodili se ne bomo, delali ne bomo, ne, ljudje se znajdejo, kakor se hoče. Včeraj so zmanjšali, recimo, sklad za naravne nesreče iz, ne vem, 50 milijonov na 5 milijonov, to se pravi, to smo zdaj izbrali. Za drugo leto, kdor bo poplavljen, kdor bo briga nas zate, ne? Zavaruj se, si se zavaroval, nisi država, za državo si strošek. In seveda vsega tega že malo imamo. Imamo malo blaženja, imamo malo prilagajanja, imamo trpljenje, ne? In pomembno je to razmerje v prihodnosti, ne? Jaz mislim, da ni treba povedati, kakšen recept bi človek imel, ne? Absolutno brez trpljenja in eno dobro, solidno mešanico prilagajanja in pa blaženja. S tem bi je zaključila. Hvala. Hvala lepa.